Engels je nekje zapisal takole. V vseh družbenih ureditvah doslej so ljudje delali, da so lahko živeli, v kapitalizmu pa živimo zato, da delamo. To še posebej velja za naše 21. stoletje. Formula 8+8+8, torej 8 ur za delo, 8 ur za počitek, družino, rekreacijo in pa 8 ur za spanje, ki je bila splošno uveljavljena po drugi svetovni vojni, se danes nažalost sesuva. In napad nanjo se imenuje prekarizacija. Slovenija je prekarizacijo doslej sprejemala z odprtimi rokami. Čeprav imamo rekordno število zaposlenih v tej državi, prek 1 milijon trenutno, je rekordno tudi število prisilnih SP-jev, ki so dejansko v delovnem razmerju, ampak delajo preko SP-ja, zato da se delodajalec izogne plačilu stroškov dela povezanih z redno zaposlitvijo in da je delavec lahko zamenljiv. Agencije za posredovanje dela, ki delavce pogosto na minimalnih plačah pošiljajo sem in tja, še naprej cvetijo. Oboje nas ne sme presenečati, saj naša država že mlade navadi, da so taka delovna razmerja in neredna zaposlitev normalna. Normalizator teh razmerij je študentsko delo.